Spoštovani ravnatelj, spoštovana pomočnika ravnatelja, drage razredničarke in naši umetniki. Dobrodošli na letošnji Beli snežinki. Zdi se, da ljudje v decembru veliko bolj kot običajno razmišljamo o prihodnosti. Zapiramo preteklost in odpiramo nova vrata vsemu novemu dobremu. Morda v tem mesecu še bolj osmišljamo prihodnost, ki je zdaj, še občutno, da je življenje sestavljeno iz trenutkov, ki zaživijo danes, ki jim cevajo v prihodnosti. Če zboremo tako živeti, smo srečni. Še srečnejši smo, če srečo delimo. Zato smo veseli, da smo danes skupaj na tradicionalni prireditvi umetnikov na GCC, Beli snežinki, ki smo jo letos za vas pripravili eni in edini 4. juli. Bela snežinka začne. Dobrodošli v današnjem šovu Božičko umetnostna vizija oziroma Kje se je izgubil talent. Z vami sva Eva in Brina. Zaradi neposrednega prenosa v živo vas prosimo, da izklopite mobilne naprave ali kakršnekoli naprave z oddajniki, ki bi mu zmotile prenos. Verjamemo, da ste poskrbeli tudi za ustrezen outfit, ki ga bodo lahko gledalci občudolovali iz domačih foteljev. Predvsem pa, da ste poskrbeli, da imate danes glavo na vratu zaradi frizure. Eva, tako je, ne moram se bolj strinjati s tabo. Za vse, ki ste ravno sedli pred zaslone, še enkrat ponavljam, da danes iščemo talent oziroma ugotavljamo, kje se je izgubil. Tema je namreč aktualna, vsakodnevno slišana, večkrat slišana, pa ni od danes, sega namreč prav daleč nazaj. Čas karantene. Med epidemijo smo bili priča mnogim novitetam. Mnoge so bile dobre, učinkovite, nepozabne, a mnoge precej škodljive, njihove posledice pa še do danes niso odpravljene in ostajajo neraziskane. Eva, tako je, ne moram se bolj strinjati s tabo. Verjamem, težko povedati. Naj vam razkrijemo teorijo zarote. Nastalo med epidemijo. Kljub trudu in večurnemu vsakodnevnemu sedenju pred zasloni in rednemu, pravzaprav bliskovitemu oddajanju nalog, smo vsak dan znova in vedno znova poslušali, da smo netalentirani in če smo razmišljali, če ne bi bilo bolje, da bi zamenjali šolo. Pri tem so nas tudi spodbujali in nam celo svetovali, pojasnjevali, da smo sicer odlični za testiranje žimnic v trgovini, za razna tekmovanja v tem, kako ostati celo uro ali kar ves dan tiho, odlični v tem, da ostanemo neopaženi, v tekmovanju, v neodzivnosti bi pa celo zmagali. Eva, tako je, ne moram se bolj strinjati s tabo. Sicer pa imam zato kar nekaj teorij oziroma sklepov, potrjenih na sestanku odbora za odličnost 4. I, ki več kot očitno jasno nakazujejo, da so za izgubo talenta v bistvu krive okoliščine, v katerih sploh smo bili postavljeni oziroma potisnjeni. Prvič, vodja umetniške gimnazije je fizik, naša razredničarka je matematičarka. Dober, zaradi matematičnih predpisov nam je zmanjkalo tako svobode in ustvarjalnosti. Še več, naša razredničarka dosledno ponavlja Murphyjev zakon. Če lahko gre kaj narobe, bo narobe tudi šlo. Nasprotja se privlači. In tretjič, naš ravnatelj je glasbenik, glasba pa umetnost. Tokrat ti pa moramo porekati. Glasba je umetnost.
Ne, ni. Vse ti pravim, ni talenta. Itak da je. In čas je, da ga tudi pokažemo. Za slavnostno omizja vabimo žirijo, ki bo s tenkočutno natančnostjo merila talent in ga iskala kot belo snežinko sredi julija. Čas je, da jih spoznamo. Z nami je najbolj glasna članica Nadja. Nadja, slavna bobnarka One Woman Banda LPS. Bogato umetniško kariero, ki je igrala pri Queenih s Freddiem Mercuryjem, tudi v BTS-u. Najbolj ponosna je pa na sodelovanje z Damjanom Murkom in vedeževalcem Blažem. Čas je, da spoznamo drugo članico Tjašo! Lokalna potomka Ivana Cankarja. Cankarja poznamo kot suhljatega, kaveželjnega moškega, kar se pozna tudi pri Tjaši. Z veseljem vam sporočamo, da je končno prispela na klanec. Z nami je tudi prelesna, najlepša Neža, ponosna misica in lastnica naziva Severnega zadnja prihaja najnatančnejša, hitra, nezmotljiva, desna Božičkova roka Sabina! Božičkova računovodkinja izgublja živce skozi celo leto, ker Božiček zapravlja denar za nepotrebne neumnosti, kot so tankanje se z viskijem, zaradi prekomernega uživanja vseh možnih pregreh, pa mesečno kupuje novo obleko, na to za vzdrževanje svoje brade, ker lastnih več nima, seveda pa gre velik znesek denarja tudi za pomirjevala in antidepresive za GCC-jevce. Največji izdatek pa predstavlja njegova žena, ki za lepotne popravke porablja vreče denarja samo zato, da bi obdržala svojega moža, ljubitelja OnlyFansa. Aplauz za Sabino, prosim. Zdaj smo pripravljeni. Žirija je, v zaodru pa na svoj nastop že nestrpno čakajo naši današnji nastopajoči. Kot prvi se bodo predstavili naši fazani, novo pečeni umetniki, ki se upajo, da imajo talent. Zaradi hude treme so se odločili, da se bodo posneli in predstavili z video. Glasba je Mistletoe od Justina Bieberja, njihov dress code je pa bil sneg. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe with you. Shawty with you, with you. Shawty with you, with you.
enkrat en aplavz za prvi I. Prosila bom žirijo za ocene. Torej, Sabina, 7 od 10. Gospa Pelesna Neža, 6,5 od 10. Ivan, Tjaša, kje je klanec? Kje je klanec? Celju bolj težko. Matematičari, prosim. Podajte oceno. Hvala. Torej, v tekmi za najtalentirani razred umetniške gimnazije pa so tudi drugi letniki. Naši dečki, drugi I, se nam bodo predstavili z gledališko predstavo z naslovom The Nightmare Before Christmas. Izvolite, aplavz. Jaka otožno hodi po otožni deželi? Išče, če je kje kakšna baraka. Stari, kje so bejbe, kje je fešta, no, kje je folk? Reče Jaka. Greš le djenček, kje ga kaj čaka. Sredi otožne dežele Jaka zagleda vrata. Jaka si čudi. Kaj so ta vrata? Jaka zanima. Kam vode ta vrata, stari? Radoveden Jaka prime za kljuko polno blata in odpre vrata. Pred njim zasveti se dežela, nič več otožna, ampak prav zlata. To me te zanima. Reče Jaka. Ali sem vedel, da mene nekje nekaj čaka? Stari, kaj imaš to? A ne vidite, moram še zaprti to odavno? Pa kaj je to? Pa te 5 stran, ko ne bova končala in pa mojte spet jesna. Kaj se? Kako si ne more zapomniti? A na kvadrat plus 2AB. A plus 2. Ne, A na kvadrat. Jo, kaj je to? Tradicije. Vsako leto na mene obesijo testa z najboljšimi dosežki. Leto za spremembo samo 2 popravca in 4 negativne. Pa se tebe gledam. Ok, torej jutri pišemo fiziko. Zdaj pišemo vse od daljinskega gibanja, delanja moči. Zdaj ne moramo se v eni noči vse naučiti. Vse zdaj manifestiramo, da lahko dobimo 2 po fiziki, da lahko hodimo ovako v galerijo. Stari, veš kaj problem? To zveni kot tvoj problem. Bejbe, kaj to gledate? V glavnem, točka je ta test na sredini svete, na kateri je zbito z rdečo piše 1. Pa to nek kontrast med ta rdeča zeleno smreko. Kaj pa, ploskve? Jaz ne razumem, kaj so ploskve? To ni pomen, oblike so gledane. To ne nema tem. 34 minut, 34, 34, 34, 34. Kaj? 34. Jooo! Moj brat! Kam se go normalno tle? So bili so, kako bi se njih prebili. Fair. Pa pa to? No, da. Da še piše. Jaka z bližšču z vrata iz dežele polne zlata. Ni bila tako zlata, kot mislijo Jaka.
Ozre se še nazaj na vrata in ne ve, kaj ga zdaj čaka. Prestrašen Jaka se čudi, kaj so skrivala ta vrata. Preveli, da mu ne sledita kakšna škrata in se več ne vrača skozi ta vrata. Najlepša hvala za vse. Se stopnjuje. V zaodrju pa že čakajo naslednji nastopajoči. Tretji I se bo predstavil z Grinčem na Broadwayu, ker so itak celi zeleni. En aplavz. Produkcija Tretji I predstavlja Slovenski Grinč. Za 9 klanci, grabni, potočki in cerkvami, 5-sobni garsonjeri prebiva najemnik in dolgoletni alkoholik Grega Grinč Novak. Svoje strašno sovraštvo do vsega in vseh povlaga v alkoholi, pa se je dogodilo, da vso vino se je izpilo, ostala mu je le še plastenka Mercatorjevega piva. Ti umazani meščani, trenutno so bili glasni in motili moj spanec. Kaj gledaš, Max? Si si da so meščani pokvarjeni. Točno, to je prazno. Gledam moj kralj piva mesto. Konc dobrih idej. You're a mean one, Mr. Gray.
škoduje vašemu zdravju. Žirija, ocena prosim. Sabina, odličen zeleni vokal, Grinč od 10. Gospa, mis, Neža, dobri ste zelenci, 9,7 od 10. Tjaša, Grinču dajte vlogo v filmu, 11 od 10. Najbrž dodatna točka za klanec. Ubogi Grinču pes. Ja, da ne bo kakva policija. Anyways, tako. Napetost narašča, lahko bi jo rezali z nožem. Odgovor na vprašanje, ki se je izgubil v laventu, se bliskovito slišamo. Še malo pa bomo izvedeli. Na nastop čakajo še zadnji, najpomembnejši tekmovalci današnjega šova, vaši vzorniki in najbolj občudovani 4. I smo za vas pripravili plesno točko. Vemo, da boste uživali, saj smo pravi balzam za oči, ušesa in dušo, v kateri smo prilepljeni kot žvečilni pod mizo v risalnici. Praskaš, praskaš in ne spraskaš. Sladovi pa ostanejo zavedno. Pozdravite nas z bučnim aplavzom.
našli. No, zdaj pa seveda darila, ki lahko prevzame predstavnica. Ok. Pa naj smo darilo. Darilo je. Najlepša hvala. Hvala vam. Hvala. December je mesec obdarovanj in lepih želja. Se strinjam, to ti težko porekam. Torej, darila. Ja, ampak kam misliš? Prvo voščila, potem pa darila. Torej, Ministrstvo dijakov Gimnazija Celje Center umetniške gimnazije likovne smeri prosi razrednike in vodstvo šole za pozornost. Ob tem pa opozarja, da prekomerno poslušanje lahko škoduje vašemu sluhu, pretirano čustvovanje pa vašemu duhovnemu mnenju. Upamo, da pade cena alkohola. Želim vam veliko motivacije, ker jaz je nimam. Želim vam čim več stresa in skrbi zaradi šole. Dream on, dream on, dream on. Želimo vam, da vas bo božično vzdušje zadelo kot nekaj ilegalnega. Da bi se še naprej tako slej oblačili. Wake me up inside, call my name and save me from the dark. Bid my blood to run before I come undone. Save me from the nothing I've become. Spoštovani profesorji, upam, da bi se lahko vsi nehali ozirati na pravilno slovenščino. Upam, da v novem letu pokosite čim več trave. Želim vam, da boste čim lepši preživeli praznika brez nas dijakov. Želim vam veliko zdravih živcev, saj jih boste zelo potrebovali. Spoštovana gospa Ana Pečnik, iz srca se vam zahvaljujemo za vso potrpljenje, prisotnost in trud, ki ste ga vložili, da smo med seboj bolj povezani. Spoštovana gospa Sandra Mrkoč, zahvaljujemo se vam za vse tople, zanimive in pestre razredne ure in ure slovenščine. Dragi sošolci, želim si, da bi dijaki umetniške gimnazije bolj skrbeli za svoje zdravje in bančni račun. Dijakom umetniške gimnazije želim čim večjo odpornost na predšolca. Za dijake umetniške gimnazije, gobe. Iz dna svojega srca vam želim, da se nekateri naučite risati, saj je res plačljivo to, kako ste prišli sem in kaj delate tu. Želim si, da bo Katarinino kajenje koruze uspešno. Biftek, biftek, biftek za učence umetniške gimnazije. Mamici Lesjak želim enega hot ginger kmeta. Sošolcem želim več upanja in mentalne stabilnosti. Dragi sošolci, iskreno se želim, da bi se nekateri naučili biti tiho. Sošolcem želim, da ne bojo brok za praznika. Lep life brez matematike. Da sošolci ne sničajo, da manjkam. Spoštovani profesori, želim vam, da čim večkrat ne najdete učilnice, v kateri imate pouk. Čim manj umetniških razredov. Čim manj pouka in čim manj nas. Dragi gospa Andreja, z vami že drugič preživljamo božični december. Poleg božičnih keksov, okraskov in veselega vzdušja se v naših srcih najde prav posebno mesto za vas, ki ste z nami hodili z roko v roki od trenutka, ko smo prvič vstopili v prostore GCC in vse do zdaj. Veseli smo, da še nad nami niste izgubili upanja in nas vsak dan pripravljate na nove izzive. Prosimo, da še naprej velikodušno opravičujete vse naše izostanke. Vesel Božič in lepe novoletne praznike vam želi vaš drugi Rik.
gimnazije, želim vam ne depresivne praznike. Vesele praznike in srečno v novem letu, čas je za nazdravje, tako da dajte enega spet, sam ne se ga preveč želim. Dragi sošolci, upam, da vam Božiček pomaga pri realizaciji, da niste sami v razredu in da se držite datumov. Hvala in en lep snežno depresiven pozdrav. Upam, da se boste v naslednjem prihodnem letu bolj brigali zase in ne šivkali drugih. Anuši želim varno preživljanje časa v jedilnici, se pravi brez letečih fug. Ina, želim ti 3 cm več. Meti želim stabilnost in ves denar, ki smo ga dolžni. Zali želim, da bi večkrat prinesla burek. Želim vam dobre ocene in nobene migrene. Maj želim, da jo bi nehal boleti kov. Lani želim zdrava pljuča, keš, stičke in mnogo železa. Spoštovani profesorji, želim vam en iskren pozdrav iz vrha in se opravičujem za nenehno postavljeno vprašanje, ali bo to tudi na testu. Želim vam čim manj stresno in naporno leto ter veliko usmiljenja do učencev. Ure bivalne kulture bi brez Maje Rak bile kakor sončni dnevi brez sonca. Razredne ure kakor vojska brez oficirja. Dragocena stara šara bi bila potem samo stara šara. Se pravi, da brez profesorice Maja Rak ne gre. Zato smo vam hvaležni za potrpljenje in za vse upravičene ure. Vaš najdražji 3. I vam želi prijetno praznovanje prazničnih dni v družbi najdražjih ter vse dobro v prihajajočem letu. Naj bo polno sreče, zdravja in dragocene stare šare. Četrti sošolci. Njeni želim non-toxic relationship. Enim sošolcem privoščim boljši personality, ker so moj bogi. Da bi kavomat vedno delal in da ne bi kradel denarja. Miveč želim, da ji Božiček prinese mačko in da ta magično reši njene mentalne težave. Evi želim naj naredi letniki in po nekem čudežu pride na študij kazenskega prava. Tjaši želim, da bi končno odrastel. Sošolkam in sošolcu želim, da ne bi postali depresivni. Ali želim mentalno stabilnost. A ne želim, da ne slendera fashion wishes in da mi kupi mini-ors. Spoštovani profesorji, profesorici Komadini želim, da bi kdo kdaj skuhal kavo. Za profesorje, da bodo manj sitni. Da se vsi profesorji dobro spočijo in nam nehajo težiti. Profesorjem želim sposobnost pozdravljanja nazaj. Profesorja Zevniku želim, da za Božička dobil nov klobuk. Prijazni ste, za to. Za profesorja Lipnika pa eno veliko čokolado. Naši dragi lepi mamici Ganziti želimo zelo dober zaslužen martini in dolge počitnice. Eno jahto brez obresti in da bi se dijaki vedno naučili vse formule na pamet in jih znali recitirati tudi o polnoči. Želimo vam najbolj sladke praznike, kakor je mogoče in vse dobro v prihajajočem letu. Thank you.
V imenu Deleje, Ganziti in Otija. V imenu Deleje, Ganziti in Otija. Draga mati Ganziti in gospod Bog Otli, zahvaljujemo se vama za vso podporo in vodenje skozi vsa 4 leta in želimo vam veliko martinjo in vaših prihodnosti. Profesor Korenšek, zdržite. Profesor Šmit, sporočamo vam, da smo končno našli vse izgubljene izdelke. Vsem profesoricam tujih jezikov, dober dan! Profesor Komadina, hvala, da ste nas naučili, kako biti a lady. Sporočamo vam, da imamo dosti otrem slovenščine, to ste nas premier, prosim, in upamo, da se bomo končno naučili besedotvorje. Profesorica Rakova, upamo, da bomo končno enkrat bolj sposobni kot 5. razred. Profesor Lipnik, hvala, ker ste nas naučili kombinatoriko. Profesorica Magaziti in Komadina se zahvaljujemo za vse izdane strpnosti v maturi. Profesorica Brežnik, hvala, da varujete telovadnico pred našimi bulerji. Profesor Barič, hvala za vse življenjske nasvete. Profesorici Zorko se zahvaljujemo za najbolj sproščene ure. Profesor Lajvar, hvala, da ste poglobili naše eksistencialne krize. Dragi Bog. Ja, hvala Bogu, da smo izvedli Belo snežinko. Uspešno. Ja, uspešno. Amen. Spoštovana pomočnika ravnatelja, drage razredničarke, spoštovani vodja in učiteljski zbor Obilniške gimnazije Velika Nasmet. Dragi dijaki, vabljeni, da ostanete z nami, da se skupaj posladkamo, se obdarimo, še kaj lepega in ostanemo vsem novemu v novem letu. Ja, jaz bi se pa rada še v imenu 4. I zahvalila profesor Grubelnik, ker se je res potrudila, vložila ogromno truda v tole Belo snežinko, pripravila scenarij, nam pomagala, ostajala, oziroma bila po konci do 4 zjutraj za scenarij, tako da jaz osebno želim, da se naspite, spočite med temi prazniki in vse dobro, tole pa nekaj mikroskopskega od nas v primeru, kar ste vi naredili za nas. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri naši Beli snežinki. Za konec pa skupaj zapojmo Belo snežinko. Profesor David Preložnik, profesor Saša Holc, profesor Antoine Kolar, David Kolar